trtič mo zapet in zaželeti mnogo let. Kupico zdaj dvignimo, spoštljivo in nazdravimo, spoštljivo in nazdravimo, skozi akci trčimo. Naša trta sivih las, po celem svetu gre tvoj glas. Kupico zdaj dvignimo, spoštljivo in nazdravimo, spoštljivo in nazdravimo, skozi akci trčimo. Naša si, naša boš, smiser konjiških rož. Kupico zdaj dvignimo, spoštljivo in nazdravimo, spoštljivo in nazdravimo, skozi akci trčimo. Bravo! Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko bi vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa on na strehi naj sedi. Ljubljano, v Ljubljano, v Ljubljano gremo mi, la 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 la, la 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 li. V Ljubljani so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice, pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bela Ljubljana nikdar ni zaspana, o ne, 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 ne. Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko bi vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa on na strehi naj sedi. Ljubljano, v Ljubljano, v Ljubljano gremo mi, la 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 la, la 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 li. V Ljubljani so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice, pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bela Ljubljana nikdar ni zaspana, o ne, 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 ne. O, kaj so pa zdaj tudi nekaj v Ljubljani zapeli? Ja... Kaj me boš pelo, kaj da v Ljubljano? Zakaj bi šli te v Ljubljano, če taka megla, tu v Kojincah je samce? Ja pa samce je že samce, samo romantično, pa ne glih, no. Kaj da ne, tu so vinogradi, hejša, gostilna. A ja, kaj gostilno imajo? Kaj me boš pelo, boš priv točno odparil? Pa zdaj prvo pogledala tudi do konca, če imajo kaj tu. Kaj pa je sploh to? Ja, tarta bojo rezali. A ja, kaj si me na kulturno prireditev pripelo? Ja, zdaj pa nehaj lapa, da to poslušamo teda. Ko si mi rekel, da lapam? Če ne bi zdaj tudi ljudi tu okrog bilo, bi mi dva konjiški maraton med vinogradi lapala. Vred je. Učenkam in učencem osnovne šole ob Dravini, ravnateljici Nevenki Brdnik ter obema mentoricama, Tini Vahter in Jani Stamfer, pa že na začetku iskrena hvala za tale simpatičen uvod in pripravo kulturnega programa, ki sledi še tudi v nadaljevanju. Naj povem, da so se učenci prav za to priložnost naučili zapeti himno najstarejši žlahtni vinski trti na svetu z naslovom Zdravica stari trti. Hvala, ker ste pomagali zapeti tudi vi. Naj pa povem, da je pobudo za to že pred časom dal gospod Jože Tominšek, rekel je, dajmo mi tudi tem našim potomkam zapeti to himno, torej naši stari trti. Hvala za pobudo in hvala vsem nastopajočim, da ste to izpeljali. Pri prijetnem opravilu, ki je danes pred nami, rezu uradnih potomk 450-letne najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta, ki uspevata tukaj v Škavcah in v Žički Kartuziji in smo jima nadeli simpatični imeni Škavčanka in Kartuzijanka. V naši sredini seveda toplo pozdravljam tudi župana občine Slovenske Konjice in gospodarja obeh uradnih potomk Darka Ratajca.
predsednico Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, gospo Ivano Ivico Podkrajšek. Novega skrbnika trte Škavčanke Aleksandra Sandija Fiderška. Skrbnika trte Kartuzijanke Jožeta Tominška z nepogrešljivo soprogo gospo Darinko Tominšek. Predstavnike Evropskega reda vitezov vin, dobrodošli. In za gostoljubje se seveda tokrat iskreno zahvaljujemo podjetju Zlati grič in v naši sledini toplo pozdravljam direktorja Jozefa Lajserja. Pa mi dovolite, da za uvodni pozdrav dobrodošlice naprosim gospoda Jozefa. Izvolite. Sve hvala, jako lijepa da se vidimo kao svaki letnik u našem škalskim starim trtom. I ja mislim da za novim rezom mi započnemo novi letnik, novo vino i nove ideje za vino. Da prosim Aleksandra kao novog manažera ove trte i svih trta ovo, da on reže jako dobro i da pijemo jako dobro vino. Hvala vam. Danes se tukaj poklanjamo dediščini, ki jo poosebljata dve posebni trti, torej Škavčanka in Kartuzijanka, ponosni potomki najstarejše vinske trte na svetu. Res trte, bi lahko rekli, je simbol modrosti vinogradnikov, njihove potrpežljivosti in zaupanja v novo rast, ki se obeta. In Škavčanka nas danes združuje tukaj v Škavcah, naši vinogradniki pa so že pred tem srečanjem z enakim spoštovanjem opravili res tudi pri trti Kartuzijanki v naši Žički Kartuziji. Obe trti nas na nek način opominjata, da so korenine naše vinske tradicije zelo globoke. Njena prihodnost pa raste prav iz te naše skrbi, iz znanja in predanosti ljudi, ki to dediščino ohranjate. Zato sedaj k besedi vabim današnjega gostitelja, tudi gospodarja obeh uradnih potomk, Darka Ratajca. Prej sem poslušal tole pesem, v Ljubljano gremo, vsi me kar malo streslo. Pa nisem naročil. Torej, lep pozdrav še enkrat moje imeno. Torej, kaj ne rečem. Velika zahvala vsem vam, ki skrbite za te dve potomki. Velika zahvala vam, vitezom vina, ki se redno udeležujete vseh dogodkov vezano na to tematiko in pa seveda tudi Zlatemu griču, da skrbi za to naše čudovito okolje. Imamo čudovito in izjemno vinogradniško društvo, ki skrbi za to, da se vinogradi v našem okolju ohranjajo. Imamo kvalitetna vina in hvala vam za to. Torej, lokalna skupnost bo še naprej zelo skrbno skrbela za to, da se bo ta tradicija tudi nadaljevala. Torej, v zaključku, danes je Gregorjevo, vidite, tukaj imam čebelico. Torej, tudi za vinograde so pomembne čebele in občina pristopa k projektu Čebelam prijazna občina v letošnjem letu. Verjamem, da uspeli, kar nekaj stvari bomo na to temo naredili in smatram, da je tudi to pomembno, da vinogradi in tudi vso ostalo sadno drevje pri nas ostane in se razvija. Torej, hvala lepa in prijeten dan še naprej. Tamle pri Prešnici lahko vidite obnovljeno informacijsko tablo, ki je še čisto vroča, nameščena je bila pred nekaj minutami in bo tako obiskovalce naših krajev kot seveda domačine usmerjala po tem lepem območju Škavc, iz druge strani pa prekrasen razgled na Konjiško goro in jih tudi usmerjala po znamenitostih, ostalih znamenitostih naše občine. Ta nova pridobitev pa je rezultat sodelovanja tako med občino Slovenske Konjice, podjetjem Zlati grič in pa splošno knjižnico Slovenske Konjice Enoto Tic. Tako da hvala vsem tudi za to vrstno sodelovanje. Sedaj pa bi, kot je že običaj, k besedi povabila predsednico Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, gospo Ivico Podkrajšek, saj je konjiški župan že pred leti, ker je sam zelo zaposlen in ima seveda ogromno drugega dela kot gospodar, skrbništvo zaupal
torej našemu vinogradniško-vinarskemu društvu. Poleg tega pa Ivica kot kmetijska svetovalka zelo dobro ve, kaj vse se v vinogradih dogaja in nam verjamem, da bo dala tudi kakšen zelo dober nasvet glede same rezi. Lepo pozdravljeni v imenu vinogradniškega društva in dobrodošli na delovni akciji. To je en lep prehod iz zimskega dela, spomladanski del. V tem času smo vinogradniki kar nekaj vinogradov, ki še jih imamo obrezali in ta rez nekako gre k koncu in tudi ta današnja rez nekako simbolizira bolj ali manj zaključek rezina v vinogradih in nadaljevanje je potem vezanje šparonov. Danes smo že vinogradniki naredili eno lepo rez v kartuziji ob naši tihi lepotici kartuzijanki. Se marsikaj z njo pogovorili in dogovorili, tako da bomo lepo skrbeli za njo in jo spoštovali še naprej. Prav tako se bomo pač nekako tudi čez leto udeleževali še tu Škavčanke, ampak tu je več turistov včasih in več obiskovalcev kot v Kartuziji, tako da bomo ponosno nekako skrbeli za to promocijo teh naših lepotic. Res nekako nakazuje, z njo bomo pač dali pridelek oziroma omejili pridelek, ki pa naj bi bil kvaliteten, omejili rast in dejansko jo bomo pomladili, tako da upam, da bo v letošnjem letu preživela to stresno obdobje pomladi in da nam bo dala lep sad in obilen sad. In v bistvu tako želim tudi v imenu vinogradnikov vsem tistim, ki bi radi v bodoče še pili slovenska vina, ker da upam, da nam bo pomlad prizanesla in da bo pozeba šla mimo. Želim, da je dober pridelek in tudi danes ga bomo dobrega nastavili. Hvala. Kaj načrtujeta za naši obe potomki, njuna oskrbnika, pa bomo slišali v naslednjih minutah. Najprej bom v besedi povabila gospoda Jožeta Tominška, da malo pove, kako je bilo pri jutranji rezi v Kartuzijanki in kaj se ji obeta to leto. Nato pa se bomo seveda prisluhnili še novemu, čisto svežemu oskrbniku trte Škavčanke, Aleksandru Fideršku, da pove malo, kako so bili ti začetki njuni. Ste se dobro spogledovala ali bo letina na koncu dobro. Tako da, Jože, beseda je vaša. Mi smo že kar trpeli malo, sreči, da je bilo lepo vreme, da smo to delo opravili v suhem, kot ga bomo zdaj tukaj. In pa prav gotovo naša Kartuzijanka prenaša lepe pozdrave, rekla je, naj pozdravim njeno sorodnico v Škavcah, naj zaželim vse dobro in vsem tistim, ki smo tukaj. Ja, vinogradniško društvo je dobro skrbi za to trto od leta 2008, ko je bila posajena v Kartuziji ta trta. In seveda, glede na posebne razmere, ki tam vladajo, ona dokazuje, da je trdoživa. Res, da včasih ni obilna z pridelkom, pa vendar ostane živa. Ostane živa tudi predvsem zato, da se ob njej družimo, kar je tudi smisel. Trta je en simbol življenja, trdoživosti in v Kartuziji prav gotovo naša Kartuzijanka to dokazuje. Mi smo opravili v upanju, da bo letina primerna, da bomo zopet lahko nazdravili s kakšnim kozarčkom vina iz grozdja vseh potomk na Konjiškem, ki ga v jeseni pol poberemo. In z to dobro voljo smo se potem tudi podali sem v vinorodne Škavce. Preden pa bo še spregovoril moj kolega, se pravi skrbnik trte v vinorodnih Škavcah, Sandi Fideršek. Namreč županu bom povedal, da glede na to, da je gospodar trte in ker je zamenjal skrbnika, smo dolžni nekako tisti, ki tu delamo okoli trt, da dobi skrbnik tudi novi predpasnik. Ampak zdaj ga še ne dobi. Zdaj bo prišel ta samo bo prikaz, kot ga imam jaz, in gospod župan mi bo dal pooblastilo, da bom jaz pri tem tiskarju v Bistrci dal to narediti, tako da prejšnji župan dovolil, tu bo pisalo pa Sandi Fideršek. Sem dva rabi, dva. Za rezervo. Če enega raztrgam. Tako da to bo naslednjič, ko bomo skupaj, jaz upam, da
ob trgatvi, ne, bo pa že imel Sandi nov predpasnik, tako da hvala lepa in pa najvelja še tudi prisrčen pozdrav in pa zahvala tudi pripadnikom Evropskega reda vitezov vina, celjske legature, ki se vedno nekako prisluhnejo temu povabilu in danes seveda v čast trtam smo prisotni tukaj in zagotovo preko nas širimo tudi dober glas o slovenski trti in slovenskemu vinu. In tako bodi. Jaz bi se na začetku najprej zahvalil gospodu županu pa Dejanu Brečkotu, ki ga danes žal ni z nami, za zaupanje, da lahko zdaj prvič sodelujem pri rezi naše potomke kot novi skrbnik. Tako da jaz se bom potrudil, da bo trta ostala v dobri kondiciji, da bo imela dober pridelek. Kar se pa tiče naše Škavčanke, jaz sem včeraj malo okoli hodil, pa moram povedati, da je zelo dober rodni les nastavila, tako da lani ob zmernem pridelku, se pravi, je les dobro dozorel, tako da ima dober potencial, da letos tudi dobro rodi, zdaj upamo, da nam bo tudi narava naklonjena. Bomo pa videli ob trgatvi, kako se bo izteklo. Hvala lepa. Da je zdaj čas za delovno akcijo, na katero nas bo seveda povabil skrbnik trte, Sandi Fideršek, potem pa seveda vabim vse, da se pridružite in odrežete in se pač poučite pri Sandiju, kaj odrezati, kako visoko. Torej seveda župan, gospa predsednica, direktor, predstavnik Evropskega viteza vin, enolog Sašo Topolšek z ekipo, vsi vinogradnice in vinogradniki. Mislim, da imamo dela kar dovolj za vse, nekako bo vsaj ne. Tam zelo lepo. Če sem te jaz rekel, zakaj bi mogla te ići, je tudi tako lepo. Ja, samo veš kaj, meni je pa zdaj en ful dober zrezek tam gor v gostilni pasu. Ja, če imaš kaj te denarja zravno, ko jaz sem prije točno doma pozovu. Kako si prije točno doma pozovu? Pa kako je da ti si taj? Vse sem tam vse organiziral, pa te pelo, pa... Zdaj pa teh oboje pa grem domov ti južno skuham. Pa ne spet te jezikova župa. Danes ne bo jezikove župe, upajmo, vsaj tukaj ne.
Skratka, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi vinogradniki, vinogradnice, prijatelji, vinske trte, uspešno smo opravili letošnjo rez, dejanje, ki nekako vsako pomlad simbolično odpira novo poglavje v življenju trte in nas spomni, kako pomembne so skrb, znanje in pa potrpežljivost, ki jih vinogradniki namenjate svojemu delu. In naj današnja rez pomeni res dober začetek nove rasti in naj nas opominja, da se tiste res velike tradicije vedno začnejo pri majhnih, skrbno opravljenih dejanjih, kot je tole današnje. Iskrena hvala vam, vsem, ki to tradicijo ohranjate, jo prenašate naprej iz roda v rod. In zdaj vas seveda z veseljem v imenu občine Slovenske Konjice in gospodarja obeh potomk vabim na nadaljnje druženje v prijetno vzdušje gostilne Zlati grič, kjer nas ne čaka jezikova župa, temveč nekaj na žlico in pa za konec seveda nekaj sladkega. Hkrati pa vas že na tem mestu prijazno vabim, da se nam ponovno pridružite jeseni, ko se bomo srečali ob še enem posebnem trenutku, tistem res vrhuncu življenja vinske trte, bi lahko rekli, torej na trgatvi potomk najstarejše vinske trte. In takrat jeseni se dobimo pri trti kartuzijanki v Žički Kartuziji. Tako mislim, da sedaj veste vse, jaz vam pa lahko zaželim samo še prijeten dober tek, na zdravje in lepo poldan še naprej. In ponorem,